V tokratno oddajo Bravo nogomet smo povabili predstavnici zdravniške službe. Fizioterapevtki Špela Poglajen in Eva Globokar sta predstavili svoje delo v klubu in način, kako pomagata fantom, da so na igrišču čim bolje pripravljeni. Z vašo pomočjo smo preko družabnih omrežij izbrali najlepši gol prvega dela sezone 2018-2019. Kdo je dosegel gol, ki je požel največ navdušenja, izveste v nadaljevanju. Vaš gostitelj bo Srečko Ferlež. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, dobrodošli v novi oddaji Bravo nogomet. Tokrat smo znova doma v prostorih nogometnega kluba Bravo. Danes pa bomo govorili o zdravniški službi, zato mi je v veliko veselje, da lahko danes pozdravim ob meni naši dve fizioterapevtki. In sicer Špela Poglajen in Evo Globokar. Pozdravljeni. Za začetek me zanima, dragi dami, kako ste se vedve sploh znašli v fizioterapiji, v tem zanimivem poklicu? Je bilo to povsem po naključju ali, Špela, naprimer, kako si ti prišla do tega poklica? Jaz sem nekako iskala za svoj poklic nekaj, kar me zanima, nekaj, s čimer se rada ukvarjam, in sem nekako izbirala med glasbo in športom, ker pa nisem na enega ne drugega v bistvu trenirala, sem pa nekako prek fizioterapije prišla do športa. Eva, kako si ti prišla do fizioterapijo? Jaz sem že od malih nog bila ves čas vključena v to, kako bi rekla, ves čas me je zanimalo gibanje, pač nekaj v tej smeri. In potem sem v bistvu preko srednje šole me je začelo zanimati zdravstvo in potem sem v bistvu prišla do fizioterapije, ki je pa pač kombinacija in pomoči ljudi in zdaj na koncu tudi športa, ki me pač tudi zanima. Špela, ti si dlje časa v nogometnem klubu Bravo, Eva, ti nekoliko manj časa. Eva, ti si z nami od kdaj? Od konca julija letošnjega leta. Torej od letošnje sezone, Špela, ti pa si že kar stari maček. Od leta 2012 sem že tukaj. Povejte gledalcem in gledalkam, kakšne so pravzaprav vajine naloge. Večina gledalcev in pa staršev vas vidi na tekmah, ko pritečete na pomoč igralcem, ko pomagate poškodovanim fantom, ampak to verjetno ni vse, kar počnete v našem klubu. Ne, to je v bistvu manjši del. Večinoma se pa opravi tukaj v klubu, v naših prostorih, kjer tekom tedna, po treningih opravljamo kakšne terapije, pomagamo poškodovanim igralcem. Na tekmah pa pač skrbimo bolj za prvo pomoč oziroma pripravo poškodovanih igralcev pred tekmo. A je kakšna velika razlika, če si fizioterapevt na članski tekmi, ko govorimo o tretji, drugi ligi, torej o višjem nivoju tekmovanja, ali če si fizioterapevt naprimer na kadetski, mladinski ali tekmah mlajših selekcij? Eva? Ja, definitivno je pač pri starejših igralcih več poškodb, tudi drugačne, tudi zahteve po čimprejši regeneraciji, čimprejšnjem ponovnem igranju so večje, so pač večji pritisk. In je tudi zaradi tega potem treba se res potruditi za tem. Mislim, se tudi za mlajše, ampak pri starejših je res treba pač paziti, da se karkoli ne naredi narobe, ker ena manjša napaka lahko nekoga stane kariere, tako da to se res treba biti previden pri teh stvareh. Torej, fizioterapija seveda je zelo odgovorno delo. Zanima me tudi, na kakšen način oziroma s kakšnimi aparaturami pomagate našim fantom, oziroma za začetek, na kakšen način se sploh dogovorite. Kako poteka, če plastično predstavimo, naprimer, da je en fant ima recimo poškodbo zadnje lože, kar je v nogometu verjetno kar pogosta poškodba. Ja, čist konkretno pri nas, pri mlajših igralcih izgleda tako, da trener kontaktira mene in se potem dogovorimo, kdaj pride, potem pa za ostale termine se sproti dogovarjamo. Člani se verjetno bolj kot sami obračajo. Ja, člani se večinoma obračajo sami preko mene in se potem tudi dogovorimo za termine, ki njim in pač meni najbolj ustrezajo. Je pa člani, je verjetno več dela, oziroma jih je količinsko je več fantov, glede na to, da, kot si omenila, je močnejša igra, močnejši dueli in tudi posledično lahko nekoliko večje poškodbe. Ja, veliko je tudi
kako bi temu rekla, velikokrat se tudi utrujenost pride, ne? Sploh, ko so 2 tekme na teden, ko je pač sezona v polnem zagonu, takrat so tudi utrujeni, pridejo tudi na kakšno masažo, na kakšno drugo zadevo, ki se pač potem aplicira. Po domač, fanta, ker tam na levo bomo odložili. Pisko je, začel se. Stari, pred bomo tole zmontirali, bo konc tekme. Tukaj bo TV? Tule, ja. Lega zdaj, čokolado v žogo! Gremo! Kaj, bomo prevrtili nazaj? S prenovljeno ponudbo prodajnih storitev zagotavljamo najboljši nakup. Big Bang. Boljša storitev, boljši nakup. Odkar imamo vse energetske rešitve pod eno streho, je vse drugače. Vsi smo brez skrbi, saj je v naš dom prišla dodatna toplina. Oči pravi, da je naša hiša dobila novo srce. Jaz pa vem, da je to v bistvu naša nova toplotna črpalka. Vse rešitve pod eno streho. Petrol. Energija za življenje. Če me želite spoznati, morate potovati z mano. Ja, vem. Vsi ti kompromisi. Kaj vzeti s sabo? Kako priti do letališča? Prtljaga. Udobje. Pa prostor za noge. Te skrbi jaz spuščam doma. Zakaj ne bi vedno izbrali najudobnejše poti? Brez kompromisov. Nomago. Regeneracija je pomembna zadeva. V našem klubu smo pred časom dobili eno novo napravo. Špela, lahko poveš kaj več o tem? Ja, spomladi mislim, da smo dobili napravo, ki se imenuje Normatek. Namenjena je predvsem hitrejši regeneraciji. In moram reči, da je kar veliko pomoč. Nama malo roke pošijajo, pa fantje imajo tudi kar radi, no. Tako da so zadovoljni, so hitrejši spočiti. Tako da je bila dobra investicija. Ampak poleg te naprave uporabljate kaj še za vajne terapije oziroma za pomoč nogometašem? Ja, poleg tega imamo še ultrazvok, potem imamo še magnet, potem je hitop in pa laser. Torej, z vajnega strokovnega vidika imata dovolj dobro opremo, dovolj dobre stroje, če se lahko tako izrazim, da lahko pomagate našim fantom? Mislim, da smo kar v redu, imamo kar dobro podporo. Je pa tako, no, saj jaz osebno še vedno dam največ na manualne tehnike, pač še vedno tisto, kar z rokami začutiš, pa nekako največ efekta in najbolj lahko spremljaš napredek, no. So pa aparati sigurno zelo dobrodošla pomoč pri vseh terapijah. Kako je pa z zahtevnostjo fantov? So kateri bolj, kateri manj? Verjetno so pač tudi karakterno, so fantje drugačni oziroma tudi verjetno njihova nagnjenost s poškodbami je morda drugačna pri vratarju ali pa naprimer pri branilcu ali napadalcu. Ja, definitivno je pač razlika od igralca do igralca. Zdaj, da so zahtevni, mislim, da so kar razumejo, kadar imamo veliko dela, da se pač tudi oni mačkam prerazporedijo, da se tudi mogoče prilagodijo, da vejo, da mogoče ne bojo glih takoj tisto uro po treningu na vrsti pač takoj, da se mogoče tudi sami izmenijo, ne vem, tisti, ko delajo, da so oni mogoče mečken prej, tisti, ko ne, da so oni kasneje. Tako da niso zelo zahtevni, moram reči, da nas kar upoštevajo. Se lahko uskladite. Kako je pa, naprimer, z mlajšimi, torej kadeti, mladinci in pa U15, se v popoldanskem času, oziroma kdaj se pravzaprav lahko dogovoriš s fanti, ki so v srednjih šolah, na fakultetah oziroma v srednje in osnovne šole? Večinoma je to popoldne ali pa zvečer, ker dopoldne so pač v šoli, tako da popoldne, glede na to, kdaj imam jaz čas, pa kako imajo oni trening, tako da nekako popoldne pa zvečer se pa vedno se da uskladiti oziroma se uvedete? Včasih malo več težav in drugič malo manj, ampak najdemo neko pot. Odlično. No, govorili smo tudi o članskih nogometaših, mi pa si bomo sedaj pogledali 5 najlepših golov, ki ste jih sicer videli že v prejšnji oddaji, ampak od četrtka do danes smo namreč imeli na našem spletnem portalu oziroma na naših medijskih in pa družabnih omrežjih vprašanja oziroma anketo, kateri je bil najlepši gol po mnenju vas, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Sedaj pa si poglejmo končni vrstni red 5
najlepših golov v jesenskem delu letošnjega prvenstva. Prej smo govorili o terapijah v klubu, ste pa tudi stalno prisotne na pripravah. Torej, ko grejo naši nogometaši bodisi v Umag, v Kranjsko Goro ali kamorkoli drugam, ste fizioterapevtke nepogrešljiv del ekipe na pripravah. Pa me zanima, kaj pa se dogaja tam? Je specifika dela kaj drugačna na pripravah? Na pripravah smo prisotni na treningih zraven, skrbimo malo za hidracijo. Predvsem pa je naša naloga, da v bistvu skrbimo za regeneracijo. Tam je tempo naporen, imajo fantje po 2 treninga na dan, včasih še kakšna tekma vmes in pridejo utrujeni, ker pač je takšen volumen treninga. Pri tem pride pogosto do kakšnih manjših poškodb, kakšna vnetja, kaj takšnega, tako da skrbimo v bistvu za poškodovanje, pa tudi za regeneracijo. Omenila si hidracijo. Eva, tebe tudi vidim, ko se pripravljamo na tekme, članske tekme, ti si namreč zadolžena za člansko ekipo, da tudi ti pripravljaš čarobne napoje. Kako ima vsak igralec posebno mešanico ali imajo vsi isto? Oziroma na kakšen način poskrbiš za pijačo članskih nogometašev? Ja, pač napitek je pač ta izotonični napitek, ki ga pripravljam za vse igralce enako. Zdaj nekatere naredim majčke močnejše, ker imajo rajši sladke napitke. Je pa tako vedno, da je tudi polovica vode, da se pač lahko odločijo sami, ali se bojo hidrirali z vodo ali z izotoničnim napitkom. Nimajo pa vsak svojega bidona? Ne, žal. Ko je pač med tekmo, ni časa, da bi si vsak izbral svoj bidon. Sicer bilo bi najbolj higiensko, pa tudi preprečevali bi mogoče da bi se kakšna bolezen nalezla, ampak žal, ko je tekma, se mudi in ni časa, da bi štirati. Ko smo že pri tekmah, zanimivo je opazovati pač vajne delo med samo tekmo. Kakšna so v bistvu navodila oziroma dovoljenje, kdaj lahko fizioterapevt sploh pristopi do poškodovanega igralca, oziroma naslednje vprašanje, ali lahko pristopiš tudi do igralca, ki se valja po tleh, ki je poškodovan, pa ni iz našega moštva? Na igrišče lahko greš do poškodovanega igralca, ko te pokliče sodnik. Se pravi, če nekdo pade, ne vem, vidiš, da rabi pomoč, pa če sodnik ne kliče, ne smeš na igrišče. Tako da, ja, takrat pa do nasprotnega igralca, ja, v primeru, da oni nimajo svoje prve pomoči. Eva, si že imela kakšno neprijetno zadevo, morda s sodnikom? Vemo, da ste fizioterapevtke, ki je takšne, da želite čim prej pomagati. Ja. Zgodilo se je, da so me poslali okrog igrišča. Navadno je pač tako, da se pošle pač po najkrajši poti do poškodovanca. Se pa je že zgodilo, da smo mogli iti okrog igrišča do poškodovanca, tako da... Ampak to je odvisno od sodnika do sodnika. Ja, res je. Dobro, pri mlajših selekcijah smo dejali, da
oziroma kdaj pri mlajših selekcijah sploh začnete z raznimi terapijami? Koliko je fant star, da pride k vama na terapijo? Oziroma, dejali smo, da ti si v navezi z trenerji. Kje pa je tista spodnja meja? Za največ je igralcev pri meni, recimo mladinske, kadetske selekcije, potem še kakšen v 15, potem pa se načeloma ustavi, vsake toliko časa pa pride tudi kakšen, ne vem, v 12 mlajši pa reč že ne, no. V 12, 13, 14, sem pa kaj kakšen, to je, ne vem, en na mesec mogoče. Ja. Kako pa je pri članih, naprimer pri tekmah, pred tekmo? Imate najverjetneje kar precej dela. Kakšen je protokol, torej pred tekmo ti pripraviš napitke, kako pa potem poskrbiš za nogometaše, oziroma kakšno je tvoje delo? Ja, pred tekmo večinoma pač poskrbim za njih, tako da pač kakor oni potrebujejo. Zdaj nekateri imajo pač stalne rituale, ki se pač ponavljajo s tako tekmo. Potem so pa pač še tiste stvari, ki se pač morajo sproti narediti, kakšno ogrevanje, kakšno toplo mazilo, kakšna masaža, hitra, potem se kakšne bandaže naredijo, kinezološki trakovi in tako naprej, tudi kakšne rane, kakšni žulji, pač vse se pač probamo pač prilagoditi, da je tako, da so za tekmo res maksimalno pripravljeni. In to ti vzame koliko časa, povprečno? Poprečno je tako urca do urca, pa pol, odvisno pač tudi kako hitro, od tekme do tekme, ne. Zdaj, če je recimo to v visoki sezoni, ko je veliko stvari, se potem pač to res do zadnje minute pred tekmo dela. Potem recimo v začetku, ko pa so še sveži, ko še niso utrujeni in poškodovani, takrat pa pač se to naredi v pol ure. Ko sem bila špela prej pri mlajših selekcijah, ko prideš na igrišče, ko vidiš, da ni kakšna hujša poškodba, ko dobi fant, naprimer udarec v trebuh ali kakšno takšno nekoliko nedolžno poškodbo, imate kakšne čudežne tabletke ali čudežne spreje? To glih ne, no. Ampak verjetno pri mlajših že dobra beseda. Pri mlajših, prav recimo se spomnim turnirja Ljubljana Open, tam se večinoma fantje ustrašijo bolj, kot da bi se res kaj poškodovali, ga rabiš bolj sam potolažiti. Ja, pri starejših pa gre običajno res za kakšno poškodbo. Na kakšen način pa vedve na to, ko ugotovita poškodbo, torej zahtevnost poškodbe, kako se odločata, ali sta vedve sposobne, kompatibilne, da to poškodbo sanirate, ali da igralca pošljete k specialistu? Na kakšen način se odločate, oziroma na podlagi česa se odločate za to? Na podlagi pregleda, pač fizioterapevtski pregled opraviš pri vsakem igralcu, ki pride na terapijo, oceniš stanje in če presodiš, da je zadeva tako resna, da bi bilo dobro slišati tudi mnenje specialista, ga pošlješ še na kakšen dodaten pregled ali kakšno slikanje ali pa pač sam pregled ortopeda, travmatologa. Vedve ste podobno kot naši trenerji, se tudi vedve stalno izobražujete. V zadnjem času sta bili obe na izobraževalnem področju zelo pridni. Špela, kaj si ti dokončala, kakšno izobraževanje? Ja, jaz sem zaključila izobraževanje po metodi Siriax, tako da sem zdaj Siriax terapeutka, to je metoda iz ortopedske medicine, tako da imam zdaj dodatna znanja na tem področju. Eva, kaj pa ti? Oziroma, kako daleč si ti pri študiju? Ja, jaz pa sem v bistvu absolventka magistrskega študija in bom tudi letos v klubu opravljala zaključno nalogo, tako da počasi bom postala tako zaključila svoj študij. Torej to se pravi, klub in Eva bosta sodelovala z win-win kombinacijo. Ja. Na ta način, da ti boš bolj izobražen na klubu, pa tudi nekaj dobil. Ja, pač klub Bravo je v bistvu klub, ko da zelo veliko na izobraževanje in se mi zdi, da imam tu zelo dobro podporo za take stvari, kar mogoče v kakšnemu drugemu klubu ne bi dobila tega dovoljenja, tu pa je v bistvu podpora vodstva, igralcev in vseh ostalih zelo visoka in mislim, da je to super. Odlično, dragi dami, jaz bi želel, da sta čim manj obremenjeni, da imata čim manj dela, kajti to pomeni, da je manj poškodovanih nogometašev, seveda pa hvala za vaše delo za nazaj in tudi za vajino delo za naprej, za naše mlade in tudi nekoliko manj mlade nogometaše. Hvala.
Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa prav tako hvala za vašo pozornost in ne pozabite, da se z nekoliko drugačno praznično oddajo vračamo na male zaslone prihodnji torek. Nasvidenje!